Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Meteks. Glasno. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Glasno. Glasno. Naglas. Naglasak. Naglas. Dobar dan, dobrodošli v Naglas. Po dnevu mrtvih, ko se katoliki spominjajo svojih mrtvih, smo preverili, kje v Sloveniji pokopavamo muslimane in koliko umrlih odpeljejo na zadnji počitek v njihove matične države. 50% se pokoplje v Sloveniji, 50% se pa vozi v matično državo, odkoder so prišli. Ob 20. obletnici pouka makedonščine v Sloveniji smo obiskali osnovno šolo Dravlje v Ljubljani. Kaj tam počnejo? Piši me, čita me, pej me, ponekogaš se preme plakati, se pripravimo za kviz. Od stripov Alana Forda do zaščitnega znaka Sarajevske olimpijade Vučka. Vse to lahko vidite v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, ker pa jim vseeno nekaj manjka. V tem sklopu potrošništva morebiti pogrešamo kavbojke in sicer takšne, ki bi bile kupljene v Trstu. V Sloveniji obstajata dve muslimanski pokopališči, v Mariboru in na Jesenicah. V Ljubljani, kjer je muslimanska skupnost najštevilčnejša, pa se že leta borijo s pomanjkanjem prostora. Prispevek Nataše Žunič. Medtem ko islamska skupnost po desetletjih prizadevanja končno postavlja džamijo v Ljubljani, je ena od zagad, s katero se še vedno soočajo muslimani v Sloveniji, pomanjkanje prostora na pokopališčih. Problem je še posebej pereč v mestih z večjim deležem muslimanskega prebivalstva, kot so Ljubljana, Koper in Velenje. Ljubljanske Žale so poseben primer, se pogovarjamo z odgovornimi, tudi z mestno občino Ljubljana, torej išče se neka rešitev. Imeli smo včasih dve parceli, ki so bile zelo hitro napolnjene, ker je bilo to v času vojne v Bosni in Hercegovini in je bilo veliko beguncev v Sloveniji. Poseben muslimanski oddelek na pokopališču imata le dve slovenski mesti, Maribor in Jesenice. Vsi tisti, ki umrejo tukaj v Ljubljani in se seveda družina odloči, da pokoplje svojega umrlega v Ljubljani, se dogovori na pokopališču Žale in se pokopavamo po vrstnem redu. Tako da včasih se zgodi, da je pokopan, ne vem, pravoslavni, potem katolik, musliman in tako dalje in to vse pomešano. Ker ima muslimanski pogreb drugačna pravila od krščanskega, so tisti, ki bi želeli ohraniti tradicijo, večkrat postavljeni pred dilemo. Navada je, da je desna stran pokojnika obrnjena proti Meki, vendar na tem mestu, torej, ko se pokopavamo po vrstnem redu, to ni možno. In kako poseben je sam običaj pokopa? Tisto, kar je pomembno povedati, da pri nas ni nobenega kremiranja, torej se mora pokojnik pokopati v tej fizični obliki, pač v kakršni je živel. Večina slovenskih muslimanov prihaja iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova, zato umrle pogosto odpeljejo v te države. 50% se pokoplje v Sloveniji, 50% se pa vozi v matično državo, odkoder so prišli. Moram pa povedati, da recimo Albanci, posebej tisti, ki so z Kosova ali Makedonije, oni se v nekem 100% vozijo v matično državo. Letno v matičnih državah pokopljajo od 250 do 300 muslimanov iz Slovenije. Cena za prevoz pokojnika do Bosne in Hercegovine je od 900 do 1300 evrov. Obstajajo nekatera pravila, ki jih je treba pač spoštovati. Potrebno je dobiti vizume na veleposlaništvu matične države in seveda zelo pogosto Hrvaške, ker je to tranzitna država in vse se to uredi v enem ali dvema dnevoma. Administrativne ovire pokopa med slovenskimi občinami so še vedno precej zapletene, tako da je marsikdaj lažje pokojnega odpeljati v tujino. Muslimani namreč stremijo k temu, da se pogreb dženaza opravi v najkrajšem možnem času. Obiskali smo osnovno šolo Dravlje v Ljubljani, kjer že 20 let otroke učijo makedonskega jezika. Kako stoji z makedonščino in kako je biti Slovenec v Makedoniji, pa bomo v našem studiu vprašali režiserja kultnega filma Outsider, Andreja Košaka. Ljubljančana je ljubezen pred 4 leti odpeljala v Skopje. Najprej pa si oglejmo prispevek Julije Vardjan.
Nastava na makedonski odjazik v osnovните učilišta započnala pred 20 godini na inicijativa na Sojuzot na makedonski društva. Do danes ovaja aktivnost je del od poširokata politika na slovenečki od obrazoven sistem za dopolnitelna nastava na mečini odjazik za pripadnicite na drugite jazični i kulturni zajednici. V ovaja aktivnost pred 4 godini se vključile i v osnovno to učilište Dravlji. Vemo, da radi ohranjajo svojo kulturo, svoj materni jezik, krepijo. In tako se nam je zdelo pomembno, da otroci nadaljujejo tudi z nečim, kar imajo doma. A što imate na to, da kažete učenicite? Pa vsakam da naučim makedonsko istoriju i geografiju, da čitam makedonske knjige. I da gi naučime našите tradicionalni običaji i kulturata. Pišeme, čitame, pejme, ponekogaž se preme plakati i se pripremujeme za kviz. I ključno to prašanje, koji jazik poveke im se dopaga. Makedonski. Zašto? Majčin jezik. Целта на цета ова работа беше да нашите деца, нашите внуци, нашите синови не го заборават својот мајчин јазик, да знаат од каде се и од каде потекнуваат корените нивни. Зачувување допир со домашната култура и традиција е постојана цел на работењето на бројните културни друштва кои постојат во Словенија. Заради тоа, Македонското културно друштво Љубљана празникот го обележа со изложба на традиционални македонски везови и ликовна колонија. Разноликоста не богати, велат македонците во Словенија, а активностите од овој вид го промовираат богатството што настанува врз основа на меѓукултурен диалог. Zdaj pa v studiu pozdravljam režiserja Andreja Košaka. Andrej, dober dan, dobrodošel. Hvala. V svojem filmu Outsider si pred leti opisal zgodbo, ljubezensko zgodbo med Bosancem in Slovenko. Zdaj to zgodbo nekako podoživljaš v svojem realnem življenju. Pred 4 leti si se poročil z Makedonko, preselil si se v Skopje. Kako je biti Slovenec v Makedoniji? V bistvu je enostavno biti Slovenec v Makedoniji, ker Slovenci imamo še vedno nek dober imidž, še iz stare Jugoslavije, vedno smo malo bolj napredni, vedno, mislim, še zdaj imamo boljše plače. Tako da ni problema. Slovenci imajo zaradi tega še vedno radi in sem se v bistvu zelo enostaven vklopil. Si se naučil makedonščine? Pa se naučil makedonščine, ja. Makedonci to pričakujejo, tako kot Slovenci v Sloveniji od tujcev? Niti ne, veš, tu če bi govoril srbo-hrvaščino, ne bi bilo problem, ker oni so zelo vezani na srbo-hrvaščino, tako da ni problem. Mislim, vse sem živel tudi 1 leto v Berlinu, pa sem govoril isto nemško, pa tudi v Berlinu nič ne pričakuje tebe, da nemško govoriš, ampak govoriš angleško. Tako da ni problem. Kaj ti je najbolj všeč v Makedoniji? Hrana je, moram reči, da tam še vedno je bio hrano, predvsem zelenjave, paradajz je še vedno takšnega okusa. Drugo bi rekel, da je državno življenje, bi rekel, malo bolj živahno, ker v Ljubljani tam je še vedno, bi rekel, relativno pocen, in tako da ljudje dosti bolj hodijo po restauracijah. Tam je čisto normalno, da se z nekom dobiš, pa nekaj poješ. V Ljubljani to več ni. Čeprav moram reči, da Ljubljana izgleda, odkar je Janković uredil, jaz se ne spomnim, da bi da lep izgledala, je pa draga, ne. Koliko Slovencev živi v Makedoniji? So med sabo povezani? Ne vem točno. Jaz poznam te iz društva, ki so me enkrat prosili, da bi tam zavrtel film Outsider, pa ki je povedal, kako je to. Mislim, srečujem se s kakšnimi gospodarstveniki na teh, jaz bi rekel, teh sestankih, ki jih imamo z ambasado ali pa kakšnih praznikih. Tako da mislim, da slovensko gospodarstvo je kar lepo tam usidrno. Ljubljanska banka ima lastništvo največjo Makedonsko banko, Tutonsko banko, še vedno lahko normalno v trgovinah dobiš Fruktal, Argeta. Tako da mislim, da Slovenci smo kar dobro zapisani v Makedoniji. Predvsem pa med nami ni bilo nikoli, jaz bi rekel, nekih sporov. Imaš kaj domotožja, kaj najbolj pogrešaš iz Slovenije? Včasih pogrešam kakšnega prijatelja, tako bi rekel. Mislim, tudi, ko sem živel v Berlinu, se nekaj pogrešam ravno v Ljubljano, bi rekel ne. Mislim, vedno pogledaš neke ljudi, s katerimi se rad družiš ali pa s katerimi rad sodeluješ. Drugače bi rekel, da bi pa prav vezan na neko okolje. Ja, seveda, a veš kaj, včasih pogrešam sneg. V Skopju praktično ni snega, jaz sem ko sem včasih smučil, imam rad sneg. Drugače pa kaj bi v Ljubljani pogrešal sonce. V Makedoniji ima letam 300 sončnih dni in tako da je prijetno živeti, če se vsak dan zbudiš obsijan za soncem. Tema tvojega zadnjega celovečernega filma Stanje šoka je socializem.
Socializem je pa tudi rdeča nit gostujoče razstave Muzeja zgodovine Jugoslavije z naslovom Nikoli jim ni bilo bolje, ki te dni poteka v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Izložba prikazuje modernizaciju svakodnevnog života u bivšoj Jugoslaviji. Predmeti se u Sloveniji sakupljaju od veljače i građani rado sudjeluju. Pri izbiri predmetov smo dali poudarek na slovenskih izdelkih, na tistih izdelkih, ki so bili nekako prvi. Nekatere seveda smo si tudi sposodili iz arhivov prototipnih izdelkov različnih slovenskih tovarn, tistih, ki seveda še obstajajo. Svakodnevica 60., 70. i 80. godina 20. stoljeća predstavljena je kroz posao, praznike, odmore, turizam i modu. Neki predmeti još uvijek nedostaju, pa kustosi mole građane da im priskoče na pomoć. V sklopu dopustovanja mora biti moške kopalke, tam nekje iz 60., 70. let, kajti ženske smo hranili, moških pa ne. V tem sklopu potrošništva mora biti pogrešamo kavbojke in sicer takšne, ki bi bile kupljene v Trstu. Za prvih mjesec dana izložbu je posjetilo skoro 1000 ljudi i ona donosi za svakoga ponešto. Starejši obiskovalci pravzaprav iščejo svoje spomine na tej razstavi, morebiti se tudi sprašujejo o svojem otroštvu, mladosti, medtem ko mlajši pa pravzaprav spoznavajo in Jugoslavijo oziroma vsakdanje življenje v njej. S novijom povješću možete se susresti do lipnja sljedeće godine. Je kapitalizem boljši? V nekih zadevah je sigurno boljše, ne? Ampak če bi rekel za enega delavca ali pa za te, bi rekel, srednje pa niže sloje, pa bilo socializem lepše urejen. No, tudi za filmsko industrijo je bilo lepše urejen, moram reči. Ja, pogosto se mu vračaš v svojih filmih, ne? Ne, jaz sem 3 filme naredil na temo socializma. Outsider je bil v bistvu nekak obračun z mojo mladostjo, z punkom, z vsem tem odraščanjem. Zvonjenje v glavi je bil roman po Dragu Jančarju, ki je bil pa resnično dogodil stanje šoka, pa nekak ravno ta tranzicijski film, kaj smo mi v kapitalizmu izgubili glede na socializem. Mislim, da je bil v skupaj zelo dobro obiskovan film, nekaj časa je bil celo na drugem mestu, tako da je 3 mesece živel, kar ni ravno, jaz bi rekel, pogosto za domače filme. Tako da sem tolkel makedonske filme na njihovem teritoriju. Te dni si v Ljubljani, snemaš kratki film, zakaj točno gre? Ja, Televizija Slovenije sem zmagal za kratki film, naslov je Niko, po enih sjajnem scenariju Milice Pivčević iz Črne Gore, tako da zdaj zbiram te mlade. Je neka zgodba o popravnem domu, glavni igralec je Vlado Novak pa Valter Dragan, zdaj pa zbiram te mlade iz popravnih domov in moram reči, da so zelo zanimiva. Producentka je pa Aleksandra Brmazović, tako da jo bomo tokrat videli v vlogi producentke. Torej tudi srbsko-slovenska igralka v vlogi producentke. Nekako vedno zbereš ljudi z območja nekdanje Jugoslavije. Veš, kako je umetnost, se itak vedno zbereš čim boljšega, ki lahko dobiš. Jaz sem že na prvem filmu bila zelo mešana zasedba, tudi na drugem filmu, da mi je snemal Duško Joksimović, ki je snemal Lepa sela, Lepo gore pa rane. Tako da sem vedno strašno odprt. Na zadnjem filmu, se spomnim, na koncu montaži smo govorili v 4-5 jezikih. Oni bi sabo se govorili v makedonščini, ker sem tonce iz makedonščine z seveda mikserjem sem govoril včasih v nemščini, v angleščini, med sabo smo se razumeli srbo-hrvaščini. In ko je prišel po taki dolbi miksu Nemci, nisem pa še nemško govoril, tako da mislim, filmski svet je tako običajen, da imaš mednarodno ekipo. Mene jezik ne moti. Jaz mislim, da so vse druge stvari bolj važne, v katerem jeziku se sporazumemo. Če se razume, pa so inteligentni, se tudi v tem jeziku. Drugače pa rekel, da je, kar je fajn, glede jezikov, da slovenska država plača za ston tečaj vsaki Makedonki ali pa Makedoncu, ki se poročijo Slovencem, tako da moja žena tam hodi pridno na tečaj slovenščine. In kar dobro gre. To je lepo slišati. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Malenkost. Sprehodite se torej do Tivolija, vrnite se v otroštvo ali preizkusite fičkota, o katerem lahko tudi berete v knjigi Tanje Petrović in Jerneja Mlekuža Made in You. Lepo se imejte.